Sunki burje so se po noči nekoliko umirili, zato so v regijskem centru za obveščanje v Novi Gorici zaznali le manjša posredovanja gasilskih enot. Poročilo o večji škodi, ki bi jo povzročil veter, za zdaj ni. Vrata osnovnih in nekaterih srednjih šol, vrtcev in javnih zavodov na Vipavskem in Goriškem tudi danes ostajajo zaprta. Burja je največ nevšečnosti povzročila v tovornem prometu, saj so na parkiriščih ostali številni tovornjaki. Decembra izvoljeni poslanci se danes že šestič sestajajo na izredni seji. Na dnevnem redu sta predloga dveh zakonov z področja javnih financ, še predtem pa so poslanci potrdili mandat Robertu Horvatu, ki bo v poslanskih klopeh zamenjal Janeza Janšo. Državni zbor bo obravnaval predloga zakona o razvojnem načrtovanju ter novele zakona o javnih financah, ki jo je pripravila vlada Boruta Pahorja. Vendar pa sta pristojna parlamentarna odbora v sredo oba predloga ocenila kot neprimerna za nadaljnjo obravnavo, poslanci nove koalicije pa so prepričani, da mora zakona pripraviti nova vlada. Potem, ko so veterinarski inšpektorji včeraj v vzorcih koruzne krmilne moke na nekaterih koroških kmetijah odkrili preseženo dovoljeno vrednost aflatoksina B1, so danes zgodaj zjutraj 7 kmetijam odvzeli vzorce mleka. Ob tem so v Koroški zadrugi povedali, da mleka od kmetov danes se niso prevzeli, prepoved oddaje pa velja, dokler ne bodo znani novi rezultati vzorčenja. Ti naj bi bili objavljeni pozno popoldan, lahko se torej zgodi, da bodo na Koroškem morali uničiti okoli 2000 litrov mleka. Kmetje, ki so v Koroški zadrugi kupili okuženo krmo, jo morajo vrniti, zadruga pa jo bo poslala dobavitelju, to je ljubljansko podjetje Žito Intes. Nadškofijska Karitas je končala akcijo Več luči, več upanja, v kateri vsako leto 3 mesece zbira denar za otroke. Letos jim je uspelo zbrati 14 000 evrov, s tem denarjem pa bodo lahko plačali šolsko kosilo le 50 socialno ogroženim otrokom. Del sredstev bodo namenili tudi plačilu šole v naravi in drugih šolskih ter obšolskih dejavnosti. Lani je pri Karitasu pomoč iskalo 15% ljudi več kot leto poprej. Razdelili so kar 700 ton različne humanitarne pomoči, od hrane do oblek in obutve. Okoli 1200 ljudem pa so pomagali pri plačilu elektrike, ogrevanja ali najemnine. V katoliški cerkvi 40 dni po Božiču zaznamujajo praznik Jezusovega darovanja v templju, ki je v ljudskem izročilu znan kot svečnica. Ljudsko ime svečnica izhaja iz starodavne navade, ko po cerkvah blagoslavljajo sveče, ki simbolizirajo Kristusa, luč življenja. Prav na svečnico pa se na Ptuju s kurentovim skokom začenja tudi pustni čas. O polnoči si bodo kurenti prvič nadeli zvonce, zaplesali ob ognju ter tako začeli svoje poslanstvo odganjanja zime in zla. Tudi jutri bo pretežno oblačno, predvsem v južni Sloveniji bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V noči na soboto bo rahlo sneženje od juga zajelo večji del države in v soboto postopno ponehalo. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem močna burja, mrzlo bo. V nedeljo se bo delno zjasnilo, veter se bo nekoliko umiril. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Vsako leto dotrajana električna napeljava povzroči kar nekaj požarov. V Slovenski Bistrici smo se osnovnošolcem pridružili pri spoznavanju poklicev. Na Pohorju imamo 6 mokrišč. Kako jih narediti vabljive za turiste? Bodite z nami ob 18.